Zdaj, glede samih vrst bi lahko predvsem izhajali iz same delitve kot takšne. Zdaj, absolutno največkrat izhajamo iz delitve kot je makrohranila in pa mikrohranila, beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, potem vitamini, minerali in pa ostale substance, ki se pojavljajo od raznih izvlečkov, ekstraktov, raznih rastlin. Absolutno vsak dan srečujemo nove vrste, bi si kar upal trditi, da jih bi v tem trenutku našteli vsaj 150 vrst, pa vsak dan bodo odkrili kakšno novo. Največkrat pa predvsem tudi trgovina ali pa ponudniki prehranskih dopolnil izhaja iz te delitve, kot ste navedel, makrohranila in pa mikrohranila. No in kdo in predvsem kdaj pa naj bi jemal prehranska dopolnila? V prvi vrsti absolutno profesionalni in pa aktivni športniki in pa resni rekreativci. Zdaj, tukaj je pač ta meja zelo zabrisana, kadar govorimo o profesionalnih športnikih, so to seveda športniki, ki tekmujejo na tekmovanjih. Resni rekreativci pa bi si jih dovolil karakterizirati kot ljudje, ki vsak dan namenijo del svojega prostega časa neki telesni aktivnosti. Starost pa ni omejitve? Pri starosti bi vseeno zaradi teh varnostnih komponent morda vseeno to omejili nekje tam, če ne govorimo o profesionalnih športnikih, mogoče nad 16 let, če pa govorimo o profesionalnih športnikih, pa se seveda pri samih makrohranili, beljakovine v prahu, ogljikovih hidratih in tako naprej, s tem začne že tudi znatno hitreje, že pri osnovnošolskih otrocih, ki se pač aktivno ukvarjajo s športom. Prehranska dopolnila absolutno niso zdravila in to loči strogo tudi zakonodaja in nikoli ne smemo govoriti o tem, da prehranska dopolnila zdravijo. V zadnjem času, se pravi v zadnjih 20 letih, opažamo velik porast rakavih obolenj. Bi morda kakšna prehranska dopolnila priporočal tem bolnikom oziroma kot preventivo? Kot sem že prej dejal, to niso zdravila, to pomeni v tem kontekstu absolutno ne govorimo o nekih prehranskih dopolnilih, ki bi pomagale pri preprečevanju nastanka raka, lahko pa vseeno izpostavimo, kar je znanstveno dokazano, da na povišano trend rakavih obolenj oziroma degeneracijo celic vplivajo predvsem hidrogenizirane maščobe. To so maščobe, ki smo jih pač kemijsko spremenili zaradi takšnih ali drugačnih načinov in absolutno, če se bomo izogibali temu, pa lahko vplivamo tudi na to. Katera prehranska dopolnila pa priporočaš študentom za boljšo koncentracijo? Kot sem povedal, naj jih ne vzamejo kot zdravilo, pa vendar jih je kar nekaj takih, ki pa se jih absolutno da uporabiti, samo ne zlorabiti, to poudarim, zakaj, ker pol ta meja hitro preseže v tiste ekstreme, da brez tega več ne gre, drugače pa absolutno govorimo o ginsengu, seveda že znanem kofeinu, in pa potem tudi o ostalih stimulativnih, predvsem nekih izvlečkih rastlin, ampak v prvi vrsti mogoče izpostavil ginseng, kofein v različnih oblikah, zeleni čaj, guarana, mate čaj in tako naprej. Kava ne? Kava kot takšna lahko, s tem, da pač moramo vseeno vedeti, da tudi tu ne smemo pretiravati, če pa govorimo o kavi kot taki, je pa spet zelo odvisno. Potem govorimo o kuhani kavi, ne teh instant kavah in tako naprej, kajti tam je vsebnost kofeina znatno manjša, ponavadi so pa tudi dodani drugi dodatki, ki pa ne vplivajo ugodno na naše telo. Absolutno je lahko nevarno, zakaj? Ker je spekter samih zdravil, kot tudi prehranskih dopolnil tako širok, da lahko pride do nekega součinkovanja, zato se je potrebno pač posvetovati z svojim zdravnikom takrat oziroma mu povedati, kaj od prehranskih dopolnil pa uživamo, da slučajno ne pride do kakšnega součinkovanja. Čisti primer, če govorimo o prehranskih dopolnilih kot kofeinu, guarani in tako naprej, ki deluje stimulativno na telo, če bomo v tem času imeli pa težave tudi z ekstremno povišanim krvnim pritiskom ali pa ne nazadnje pri ženskah nosečnost, ne kot bolezen, ampak kot neko stanje, absolutno lahko vpliva tudi neugodno.